No, številni komitenti se za prenos denarja na račun v tuji spletni banki odločajo zaradi nižjih stroškov poslovanja in boljših obrestnih mer. Kaj pa pravite na obrestne mere, ki jih ponujajo slovenske banke? Mogoče najprej en kratek komentar na tuje banke. Gre za neobanke, ki ponujajo relativno stimulativno obrestno mero na nevezana sredstva. Trenutno pri Evropski centralni banki znaša depozitna obrestna mera 3,25%. Recimo pri Trade Republic so se odločili, da celotno to obrestno mero prenesejo na svoje stranke. Pri nemški banki na 26 za novim letom so nekoliko znižali to obrestno mero in sicer mislim, da je 1,3%. Ja, pri slovenskih bankah pa v bistvu nimamo možnosti pridobiti neke zavidljive obrestne mere na neinvestirano oziroma na denar, ki ga imamo na računu. Je pa potrebno vezati denar za določeno časovno obdobje. Se pravi, za vezavo denarja trenutno po podatkih Banke Slovenije do enega leta lahko dobimo 1,6% v povprečju, medtem ko za vezavo za daljše obdobje, recimo za dveletno obdobje, pa tja do 2,3–4% na letni ravni. Mogoče tukaj samo še eno opasko. Opazili smo, da nekatere banke v Sloveniji poskušajo na podoben način kot seveda te tuje banke pridobiti nove stranke in sicer ponujajo relativno stimulativno obrestno mero na depozite in sicer za 12-mesečnega 3,5%. To je tudi na nek način poskušajo pridobiti neke nove stranke v svojo banko. Bi pa vseeno rada tukaj opozorila vse, da ki se odločijo sklepati nek tak finančni inštrument, kot je depozit, da ne zelo dobro preberejo drobni tisk, kajti razdiranje tega depozita je precej bolj težavno, kot si mislimo. Marsikdaj nas pa tudi lahko stane več, kot pa dobimo s temi obrestmi. Tako da dajte pogledati drobni tisk. Ja, za številne slovenske komitente so neobanke, mobilne banke še velika neznanka. So dobra alternativa klasičnih bank? Jaz mislim, da je to dobra alternativa. To so banke, ki so pod nadzorom ustreznih inštitucij, imajo vse licence, tudi naša sredstva so zaščitena, tako kot pri nas do 100.000 evrov. Tako da z tega vidika, če se nam ponuja neka takšna možnost, se splača seveda preštudirati te možnosti. Bom pa tako rekla, neobanke se pogosto uporabljajo za plačevanje različnih storitev, medtem ko naše banke postajajo bolj v tem smislu, da si pač ljudje hodijo sposojati denar na banko, ker te neobanke načeloma zaenkrat še ne ponujajo kreditov. Je pa res, da tudi Revolut trenutno zdaj malce eksperimentira na različnih trgih, kjer že ponujajo potrošniška posojila ljudem. Tako da na neki točki bojo verjetno ponudili tudi Slovencem. Hvala za ta pojasnila in nasvidenje.